Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o moških, o odnosih. Danes me je poklicala ena gospa in pravi: moj sin bi nujno rabil vašo pomoč. No, in zdaj verjetno bo ta gospa to poslušala, ampak vseeno za vse skrbne mame, ki imajo opravka s sinovi, želim sporočiti, kar se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno. V glavnem, kakorkoli, no, gospa je klicala, da rabi njen sin pomoč, kar je prav, ker vsaka mama je prav, da je skrbna, ampak do ene mere. In ko vprašam, koliko let ima sin, verjemite mi, da je že krepko odrastel. Enkrat se mi je zgodilo, ko sem bila še v Škofji Loki, da kliče ena mama, če lahko pride na svetovanje pač z njo, še njen mož, pa njen sin. In seveda jaz sem mislila, da sin je star, ne vem, 15 ali pa 16, pa 17, maksimalno 18 let. No, pa mi pa napiše sporočilo, pa pravi, joj, mož ne bo prišel, ampak bova sama s sinom. Normalno sem pričakovala pač mladoletno osebo. Pride mama s sinom. Sin je star čez 30 let in pride z mamo in sploh mama ni povedala, kam ga je privlekla. V glavnem, in jaz tisto gledam, pri meni v pisarni, na svetovanje, mama sedi na mojem kavču in tisti, ki ste bili pri meni, veste, kako izgleda na mojem kavču, sedi mama s sinom in reče mami, se reka, lejte, vaš sin je že zdavnaj odrastel, res tole ne bo šlo. Zdaj, če sin želi biti na svetovanju, ker jaz delam to terapijo, pač lahko stane on sam ali pa vi sama, ne gre pa to skupaj. V glavnem, mama mu ni povedala, kam ga je privlekla, jaz mu potem hočem razložiti zdravilno molitev dekodiranja in tako naprej. In ko sem začela razlagati, kako gre zdravilna molitev dekodiranja in kako deluje mišični test, pač čisto od začetka sem mu razlagala, je on postajal vedno bolj jezen in je stiskal takole dlani skupaj, pesti imel, in ko sedi tam, ga vprašam, a pa ste bili, pač tikam jaz vedno na svetovanjih, se je do koga bil že agresiven? Je rekel, do zdaj še ne. Jaz vam povem, jaz sem se toliko strašila, da dejansko sem takrat vzela telefon, pokličem mamo. Se rekla, veste mama, jaz vašemu sinu ne morem pomagati, pridite, bosta kar šla domov, greva midva ven, greva ven. Bila sem sama doma. In vam povem, da šlo bi rekel, sem malo nora. Ja, ali je pa nora kakšna mama, ki misli, da ne more rešiti svojega polnoletnega ali pa sina, ki je že krepko čez 30 let star. Kdo je tukaj nor? No, in v ta novi knjigi vam vsem to pokazala, da vidite, kaj delam. Zdaj, to, kar delam, je dejansko to je v InDesignu in tukaj notar je ranjeni moški, se skriva za maskami. In potem je tukaj notar en kup enih programov. Ljudem moram dokazati, koliko sem vreden, bojim se poraza, obseden sem z zmagovanjem, se pravi, vedno mora nekoga potolčiti. Življenje je boj, strah me je imeti otroke in tako naprej. In če ne dosežem zadanega, se počutim kot izguba. Na ljudi moram narediti vtis, potem naprej, v glavnem, ranjeni moški beži pred ljubeznijo. V glavnem, in tukaj notar razlagam potem o podzavestnih vzorcih, kakšne vzorce imajo moški, strah me je biti ljubljen, strah me je ljubezni in tako naprej. In preden začnem govoriti o maskah, za katerimi se skrivajo moški, govorim o tem, kdaj ima moški oziroma kako veste, da ima moški odvisen odnos z mamo. No in v glavnem, kako veste, jaz se vam opravičujem, ampak kamero okrog obračam, dobro je. Kako veste, da imate opravka z moškim, ki ima odvisen odnos z mamo? Veste kaj, postavite 3 vprašanja. Sploh, če na novo spoznavate določenega moškega, če mogoče greste na zmenek, vprašajte prvo vprašanje, ki je zelo pomembno, in sicer, kakšen odnos imaš z mamo? Ker mama je v sinovem življenju prva ženska. In tak odnos, ki ga ima on z mamo,
ga bo verjetno imel z vami. In če bo govoril o mami, da je njegova mama lepa, da jo spoštuje, da je modra, je po vsej verjetnosti možno, da ima tak odnos do žensk, da jih spoštuje. Kar? Zdaj pa naslednja stvar. Lahko je tudi zaljubljen v mamo. Jaz sem bila par let nazaj, pač v tem času, ko sem imela priložnost izkusiti samsko življenje, sem šla enkrat smučati na Cerkno. In veste, kako je na Cerknem super ta terasa, gor pa Brunarca, mislim, res je super. Smučaš sam, ampak na terasi pa ni tako fajn biti sam. Ampak v glavnem, ko sem se utrudila, grem na teraso, se usedem na sonček in tudi če ne bi hodila poslušati, so bili tako na moji levi strani, so bili trije mladi moški, na desni strani je sedela ena gospa, pa zraven še en gospod. In pač jaz sem bila tiho. No in jaz tam sedim in te mladi moški, tako na glas, eden od njih razlaga o problemih, ki jih ima doma in potem razlaga naprej, da zaključi debato, ko bi bila moja žena majčkam bolj podobna moji mami. Jaz tako, ojoj, tip primerja svojo ženo s svojo mamo. To ni dobro. Jaz sama pri sebi pomislim, ta tip je zaljubljen v svojo mamo. No in v glavnem te fantje, potem fantje moški, dajo rokavice, čelade, pa reče prav ta, ki se je pritoževal nad svojo ženo, reče, tako se obrne k meni, pa reče, gospa, nam boste prihranila tale plac, ker je to najboljši plac na terasi. Jaz ga samo pogledam, pa sem rekla, jaz imam doma 3 otroke. Pač, halo. In oni odidejo z dolgimi facami. Ta ženska na moji desni se pa zasmeji. Pa reče, te tipi pa res so priklopljeni dobesedno na mamino Joško. Zraven pa gospod reče, ja, take ste babe, a vidite, ki jim ne dovolite odrast, pol imate pa težave. No, v glavnem, to se je izkazalo, da je bil njen mož in jaz pol poprašam, če imata one 2 kaj otrok in reče, ja, imava 2 sinova, krepko čez 20 let in sta še vedno doma. In jaz samo dodam, lejte, če bi bili vi kot gospod, kot mož, kot oče prisotni, vaša 2 sinova bi odrasla. No, v glavnem in to zgodbo potem pišem naprej v svoji knjigi, v knjigi, ko imajo moški hormoni žur. V glavnem, knjiga bo izšla začetku decembra, zdaj zadnje popravke delam pred tiskanjem, vam pa povem, da se mi spet zaštrikali pri oblikovalki. In vam moram povedati, na koga se ne obrniti. Darinka Knafel, NOOKI Kraft je podjetje. Sem rekla, da bom o imenih govorila v tem primeru, zato ker res nisem zadovoljna. Ker gospa je naredila to, da se potrdila posel, prvih 30 strani vrhunskih. Naslednjih 150 strani, tako malo popravkov. Naslednjih 200 strani, ena stran ni bila v redu. Ena stran ne. In ko sem pač ji razložila, da to ne gre na eni strani, rdeč naslov, živo rumen moški, ki kozla, ki bruha in živo vijolična barva na drugi strani, sem rekla, meni ta barvna kombinacija ne gre skupaj in vi kot oblikovalka, če mi lahko razložiš, no se jo tikam, če mi lahko razložiš, kaj si mislila povedati z barvno shemo, ki si jo dala tukaj gor, je pa rekla, in zdaj ti misliš, da mi boš delala psihoterapijo na podlagi ene slike. In sem vzela fajle in zdaj sama popravljam, ker enostavno ni šlo skozi. Zdaj se boste mogoče smejali, boste rekli, kaj imam jaz s temi oblikovalci. Tudi jaz se vprašam, kaj mene življenje uči, če ne drugega to, ok, Minka, se znaš uporabljati program, boš že naslednji sama vse naredila. Tako da v glavnem, nekaj imam z oblikovalci očitno. V glavnem rekla je, da ona kot oblikovalka ne more odgovarjati za subtilni okus naročnika in da je to
da je to čisto subtilna zadeva, kar se tiče oblikovanja in da se to ni natiče. No, toliko knjigi. In zato zdaj bi morala biti v tiskarni, pa še ni, pa bo. No, v glavnem bo še pred prazniki išla. V glavnem, no, to, kar sem želela naprej povedati. In pišem v tej knjigi, ko imajo moški hormoni žur, kako prepoznate moškega, ki ima odvisen odnos z mamo. Se pravi, prvo vprašanje je, vi ga vprašate, kakšen odnos ima z mamo. In če je na prvo vprašanje odgovor zapleten, verjemite mi, slej ko prej boste vi imeli zapleten odnos s svojim moškim. Zato, ker on pozna vzorec, ta vzorec je pač zapletenost. Naslednja stvar, kar je možno, da recimo recimo, ko vprašate po mami, da nekako nekaj reče in da mogoče reče, da je bil oče copata. V tem primeru je možno, da se je on zaobljubil, da on ne bo tak kot oče. In zdaj, če on ne bo tak kot oče, se pravi ne bo copata, na neki nezavedni ravni on želi kaznovati vse ženske. Se pravi, pobere, kar mu paše in potem je ljubezni konec. No, se jo sploh nikoli ni bilo, tako da sploh ne more biti nečesa konec, česar ni. Enostavno ljubezni ni. Ta tretja je pa lahko, da je odvisen od mame in da dejansko ima mamo na prestolu in ko mama pokliče, izpusti vse, teče in naredi vse, kar je potrebno, da bo mama srečna. No, nič od tega ni dobro in v vsakem primeru gre se za to, da vsak od moških, ali pa ne nazadnje, tudi mi ženske imamo tukaj kar precej dela, ker mogoče moramo mi same pozdraviti svoj ženski vidik, da smo jezne na moški svet, ker lejte, če smo mi ženske jezne na moški svet, lahko v naše življenje prihajajo samo ranjeni moški, ki so jezni na ženski svet. Se pravi, enako se z enakim privlači. In ko pa mi sebe pozdravimo, verjemite mi, v naše življenje lahko pride nekdo drug, tak, ki ima pač uravnovešen ženski in moški pol. No, zdaj pa pojmo na nekaj pozitivnih sporočil, kar se tiče odnos mama, sin, odrasel moški. No, še to vam povem, kaj sem pa tej gospe rekla. Tej gospe sem rekla, ona je rekla, jaz hočem sinu pomagati, res mu želim pomagati. Pa sem rekla, gospa, pa ste vi prosila sina, vas je sin prosil za pomoč? Je rekla, ne. Če odrasli otroci nas ne prosijo za pomoč, se nimamo kaj vmešavati v njihovo življenje. To je njihovo življenje. In mogoče za vse mame. Dajte si prosim prebrati knjigo Otroci so iz nebes. In notri lepo piše, da prvih 9 let, se pravi od 0 do 9 let, ste vi kot mama odgovorna za svojega otroka. Vi mu diktirate, kdaj bo vstal, kdaj bo naredil, pač diktirate njegovo življenje. Od 9 do 18 ga spremljate in spuščate, vedno bolj spuščate, ker se povezuje z vrstniki. Ja, je potrebno, da veste, ki je, kaj dela, ampak ga ne nadzorujete. Naslednjih 9 let, se pravi od 18 do 27, se vtikate v njegovo življenje samo, če vas prosi. Po 27. letu ste lahko srečni, če pride na obisk, če pa ne pride na obisk, je pa to. Naredili ste svojo nalogo in zdaj živi svoje življenje. In ne da gospa kliče pri 45 letih pa reče, moj sin ima težave, rabam mu nekaj narediti. Ne gre na ta način, drage mame, ne gre. Pač sem jaz tudi mama na koncu in točno vem, kje so meje pri mojih otrocih in jih spuščam, ker želim, da imajo one svoje življenje. Dovolite si čutiti svoja resnična čustva, ker vaša duša se čisti. No, in ker se vaša duša čisti, mogoče se pa bojite izgubiti vašega otroka. In kdor se boji izgubiti otroka, bo naredil vse, da bo imel otroka pri sebi, ker je moj, ker on more zame poskrbeti. Pač premislite, kaj imate, kakšna čustva so zadaj in mogoče kakšen strah, ne vem, strah pred samoto, strah, da bi ostala sama, strah, da mogoče ne bi bilo nikogar več naokrog.
Ne vem, glejte, jaz sem mama in vem, da če ne bi teh stvari sama pri sebi pošlihtala, bi si rezala žile, če ne bo otroci prišli na obisk. Pač daj pomislite, ne gre na ta način. Drugo sporočilo je, ti, ki tole poslušaš, si bitje svetlobe, ti si bitje luči. Tvoje srce je polno brezpogojne ljubezni. Ne bom pogledala, če v sporočila, se pravi 11, je sporočilo solze. Dovolite si čutiti čustva. Dovolite, da se potlačena čustva izrazijo in pridejo na dan. Dovolite si izjokati svojo bolečino. Solze čistijo vašo bolečino in žalost. Naj tečejo in vas očistijo. Naj bolečina odide. Pred vami so boljši časi. Zaupajte, da se bo vse izteklo tako, kot je prav. In naslednje sporočilo je 55. In to je sporočilo, da ti, ki tole posluša, si nosilka, nosilec luči. Poslana si na svet, da kot sonce svetiš ljudem. Ti, ki tole poslušaš, si angel sprememb. Vsako jutro si vzemi čas, da te energije jutra napolnijo in dovoli, da svetiš z ljubeznijo. Ja, najprej na svojo družino. In svetiti z ljubeznijo na svojo družino pomeni, da pustimo otroke tudi past. Pač, ker včasih morajo past, da lahko vstanejo. Mi ne moramo vsega namesto otrok narediti. Pač ne moramo. Nekoč mi je ena mama rekla za svojega odraslega sina, ki ni naredil mature, je rekla, zame je to osebni poraz. Zakaj? Če se je on odločil, da ne bo naredil mature, zakaj bi bil to osebni poraz za mamo? Pač ona je svojo naredila in če sin ni naredil mature, to je njegov problem, ne mamin. No in naslednjo, dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo, angelski glas. Rešitev je blizu, je tukaj. Ti, ki tole poslušaš, bodi umirjena, da lahko slišiš sporočila, ki jih angeli šepetajo. Misli, ki se ti porajajo, so angelska sporočila. To je jasen klic, kaj moraš narediti. Angeli te vodijo k pravim ljudem, angeli ti pošiljajo prave ljudi. Čas je za premik naprej. Podpirate cela angelska vojska, tebe ljubi vse stvarstvo. No in zdaj še ta zadnja zadeva, kar sem hotela govoriti z vami. Kdaj mi delamo karmične prekrške? Veste kdaj? Mi delamo karmične prekrške, ko se z energijo vpletamo nekoga drugega. Recimo, jaz kot mama, če meni moj otrok ne dovoli, molim lahko za otroka, ampak ne smem delati terapije, brez da otrok to ve. Pač, če me otrok prosi, mami, naredi mi terapijo, ne vem, počutim se nemočno, je to pač prošnja za pomoč in imam vso dovoljenje, da lahko delam terapijo. Če me moj otrok ne prosi, da naredim terapijo, jo ne delam. Kot veste, jaz sem dala skozi tečaj energijskega zdravljenja. Ko delam svetovanja, delam tudi terapijo. Tudi tisti, ki so v moji šoli, vejo, kako grejo zadeve. V glavnem, ko se čisti energetsko polje, je to zanimivo. In to energetsko polje je polje nakopičene energije. Se pravi, če si predstavljate sebe kot eno bunkico, kamor noter se zapisujejo vsa vaša čustva. Se pravi, mene skrbi za mojega otroka, je skrb, oziroma druga zadeva, strah zadej, pred izgubo, pred nemočjo, pred sodbo ljudi, pred enkupenih strahov. In to je kot nek klopčič energije, ki je tako gost, da dejansko se manifestira v obliki težav. In zato, ja, jaz mislim, da vsaka mama, ki ima težave z otrokom, ima pod prvo ona težavo sama s sabo
in je čas, da ona naredi nekaj na osebni rasti, ker ko mi kot starši delamo korake svoje osebne rasti, dobesedno s tem vplivamo na energetsko polje svojega otroka in ko vplivamo na svoje polje, vplivamo na žive celice naših otrok in avtomatično se njihovo polje čisti. Tako da, delajte na sebi in boste videli, kako se bo svet okrog vas spreminjal. Tako da, to je to. Glejte, če koga še kliče ta nova knjiga, zdaj do 1. decembra je še prednaročilo, ja, tam nekje. Potem pa bo pač redna cena. V prednaročilu cena je 30 € in brez stroškov pošiljanja. Seveda potem, ko knjiga pride ven, je končna cena po zakonu o nespreminjanju cen in seveda tudi poština se plača zraven. Tako da, v glavnem bo kar nekaj prihranka, cene še nimam končne, ampak ja, odvisno od vrednosti oziroma od tega, koliko je drag papir. Tako da, v glavnem, uživajte, vse dobro vam želim in ja, če ste mama, dajte narediti nekaj na sebi. In boste videli, da stanje v družini se bo absolutno izboljšalo. Uživajte!